V Višnji Gori vsako leto o prazniku Svete Ane tamkajšnje domače turistično društvo pripravi 3-dnevni Anin sejem. S tem želijo v kraju obuditi nekdanjo sejmarsko tradicijo, ki izvira iz leta 1478, ko je Višnja Gora postala mesto. Po drugi svetovni vojni je to seveda zamrlo, no sedaj pa turistično društvo Višnja Gora že vrsto let, vsako leto bogatejše, praznuje te Anin sejem. Zakaj Anin sejem? Mestna cerkev je posvečena Sveti Ani. Letos so se dogajanju na sejmu pridružili še kulčarji iz turističnega društva Ivančna Gorica. Imamo tako imenovane kulce, ki so jih malo revnejši prebivalci teh okoliških krajev uporabljali za prevoz, vse do Trsta, v Ljubljano in tako dalje. Zdaj seveda je to malce predaleč za naše noge, ki niso več vajene dolge hoje, ampak na takele sejme se pripeljemo neke robe, seveda bolj v demonstracijske kot pa v prodajne namene in skušamo popestriti življenje. Bomo predstavljali baročna dela, vezenine, tudi naša članica, naša tajnica Ema Grumbacherjeva te prtičke dela sama in je to vse več ali manj so njeni izdelki, predstavljamo pa tudi stare čevlje, kako so včasih imeli narejene čevlje. Povorki so se poleg kulčarjev predstavili še konjeniki ter starodobni avtomobili in motorji. Domačin Peter Pitka se je pripeljal z oldtimerjem, ki ga ima v lasti 2 leti in ga je sam obnovil. To je Bugatti 35B. So ga začeli delati 28. leta, sicer tole je replika, 69-letnik. Sejmarji pa so na ogled postavili svoje izdelke. Te razstavljajo iz cele Slovenije, dali smo to na internetno stran, ljudje so se javili, prišli, tako da razstavljajo spekter je širok, od medu, ročnih spretnosti do takih okraskov, tako da bučnega olja, tako da mislim, da je kar ponudba, no. 3-dnevno dogajanje v sklopu Aninega sejma so sicer začeli s kulturno prireditvijo. Družina Šušteršič je v mestni hiši na ogled postavila svoja dela. Oče Dušan fotografira, mama Cvetka rada plete, hči Maja slika na steklo, hči Saša pa je akademska slikarka. To je pač enih slike, ki sem jih poslikal zadnja leta in sem pač zbral različne motive. V glavnem bolj detajčke, pa mogoče iz zornega kota, iz tal, take nenavidne poglede, ne vsakdanje poglede, v glavnem. Bolj je tako po potrebi, na zalogo naštrikam, pač, ko so rojstni dnevi, pa ko so prazniki, pa kakšne take drobnarije, pa kapice, pa šalčki, pa rukavičke, pa to, v glavnem. Recimo tiste rukavičke, mislim tiste, ko so take na rukvice, jaz rečem, ene 2 ure recimo, šal, 1-2. Če so pa kakšne bolj komplicirane, pa če je več ročnega za zraven za narediti, tiste pa pol, zna tudi kar dan, 2 trajati. Če si umislim kaj tazga, da bo še ročnega zraven veliko, ker drugače ima pletilen stroj. Z Aninim sejmom so sicer v kraju želeli obuditi tudi staro mestno središče. Želimo si predvsem oživiti mestno jedro, ki je tako čudovito, mislim resnično, malo fasade popraviti. V glavnem pa v življenje spraviti zadevo, ki je do zdaj bila v nekem pravzaprav mirovanju. Ker je Višnja Gora ena izmed najpomembnejših ali pa zelo pomembnih delov naše občine, tudi kulturno-zgodovinsko, bomo seveda na Višnji Gori gradili tudi naprej. Imamo kar nekaj načrtov s tem starim mestnim jedrom. Prva naša poteza bo prenova stare šole, ki jo nameravamo preurediti v medgeneracijsko središče. Bomo pa skušali vsaj deloma zaščititi tudi razvaline starega gradu tukaj nad Višnjo Goro in še nekatere zgodovinske znamenitosti, ki nažalost trenutno propadajo in so nujno potrebne obnove. Šola je stara več kot 100 let, obnova pa naj bi stekla še letos, dodaja župan.